našega že tradicionalnega srečanja na predvečer prireditev pri Ruski kapelici in na Ruskem veleposlaništvu. Благодаря совместным усилиям традиционное мероприятие русской часовни стало такой жизненной нормой для нас с вами и для страны. Zahvaljujoč našim skupnim naporom, tradicionalne prireditve pri Ruski kapelici je postal nekako neodtoljiv del slovenskega življenja in našega sodelovanja. Все больше людей проявляет интерес, и многие из них пытаются принять участие в этом мероприятии. Vse več ljudi se zanima za te prireditve in vse več je udeležencev teh prireditev. Последние годы знаменуются тем, что в этих мероприятиях принимает высшее руководство нашей страны. V zadnjih letih se je teh slovesnosti udeležilo tudi najvišje vodstvo naših dveh držav. И в текущем году эта традиция тоже в определенной мере сохраняется. Do neke mere ta tradicija bo ohranjena tudi letos. У меня на днях была встреча с президентом Бориsom Пахаром. V zadnjih dneh sem imel sestanek s predsednikom Republike Slovenije, gospodom Borisom Он Pahorjem. подтвердил свою готовность в этом году выступить почетным покровителем этих мероприятий и примет участие 30 июля Райской горы, торжества Русской часовни. Ki je potrdil svojo pripravljenost, da se bo udeležil tradicionalnih prireditev pri Ruski kapelici letos. Российскую делегацию в текущем году возглавит министр Никифоров, который является сопредседателем оргкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству России и Словении и активный сторонник мероприятия часовни. Rusko delegacijo letos bo vodil minister za zveze in množične komunikacije Ruske, gospod Nikolaj Nikiforov, ki je tudi sopredsedujoči medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje in zelo aktivno se udeležuje različnih področij rusko-slovenskega sodelovanja. Будут представители парламента в России и Словении. Bodo prisotni tudi predstavniki parlamentov, tako Rusije kot Slovenije. Различных общественных организаций. Različnih društev in nevladnih organizacij. Из словенских руководителей, кроме президента Пахара, выступит с речью и также будет почетным покровителем Карл Теряевец. Razen predsednika Pahorja bi še rad omenil, da častni pokrovitelj prireditve letos bo minister za zunanje zadeve gospod Karl Terjaevec, bo še nekaj visokih ali najvišjih predstavnikov slovenskih oblasti. Prihajam ravno iz Kranjske Gore in v Kranjski Gori že tečejo aktivnosti ob Ruskem tednu. Včeraj prav na predvečer ob 6. uri smo odprli razstavo ruskega slikarja, gospoda Šukova, in to je bil uvod v teh 6 dni ruskega tedna. Občina Kranjska Gora seveda aktivno sodeluje že leta pri izvedbi te slavnostne slovesnosti na Ruski kapelici. Letošnje leto občina Kranjska Gora še posebno slovesno praznuje zaključek Soške fronte, ker prav Soška fronta je zaznamovala življenje v Kranjski Gori teh 2 leti od leta 2015 do 2017 z ogromno vojaške sile. Stotine in stotine ton materijala se je dnevno prepeljalo preko Vršiča, se pravi najbolj severne oskrbovalne linije na Soško fronto, in občina Kranjska Gora je bila v bistvu v tistem času izredno zaznamovana z vojaško prisotnostjo različnih vojska zaveznic Avstrije na našem področju, in to resnično tudi želimo obeležiti letošnje leto, ker 100 let nazaj so se te vojaške sile iz Kranjske Gore tudi umaknile in vas oziroma občina je normalno zaživela spet civilno življenje
otoški fronti. Občina Kranjska Gora seveda pripravlja v tem tednu kar nekaj stvari. Zadeve smo razmaknili po celotni občini, tako da smo vključili tudi Mojstrano, kjer se v sredo odvija koncert, pa seveda na Ruski kapeli v Leku, v Čutorom in mislim, da bo letošnje leto kljub 101. obletnici in seveda še vedno pod vtisom 100. obletnice, ki je Kranjski Gori pomenila enega največjih obiskov oziroma največji obisk v zgodovini, ko je naša občina obiskal predsednik Ruske federacije gospod Putin. Ta obisk ni pustil hladnega nobenega prebivalca občine Kranjska Gora in še zdaj se čuti ta izredna pozitivna vloga tega obiska, tako da nadaljujemo po tej smeri, ne glede na to, če letos pač majčkeno bo zmanjšana razdeljivost. Rada imam svoje delo. Rada si vzamem čas zase. Rada sem svobodna. Rada se razvajam. City Park, polepša dan. No, pa je leto naokoli, ne. Ko smo se začeli pripravljati, bili malo vznemirjeni, končno po tem lanskem višku, kako bo šlo dalje. In moram reči, da smo doživeli izredno prijetno presenečenje, da o naših stalnih partnerjih ne govorim, okoli Kranjske Gore, smo to danes posebno poudarek dali, te čestitke, kapo dol županu, vsako leto gradi trdnejše temelje za svojo aktivnostjo, odločnostjo. O ruski ambasadi, ki je v polni formi, vedno jaz ne bi govoril, oni nam vse pomagajo, renewajo, oni imajo kup delegacij, ki bojo prišli, ima skrb naš ambasador, tudi vedno poskuša še napraviti kakšno drugo aktivnost, recimo v ponedeljek bo v Gorici na odpirali nov spomenik, tako da jaz rekel, pri nas je bilo pa tako, da izbiramo prijave, veste, ko je bil Medvedek, je bilo 1000 več, Putin je bilo 2000 več, mi smo rekli, kako bo zdaj vse to, vendar po prijavah, ki zopet prihajajo avtobusi iz Novega mesta, z Gorice, vse, bo si zagotovo preko 1000 ljudi, upam, da bo vreme dobro. In zelo smo bili presenečeni, tudi naši vsi prostovoljci so prišli, so rekli, gremo dalje. Presenečeni smo bili tudi na našimi sponzorji, recimo tu so Krka, jaz vedno rečem hvala Dolenci. Tudi en sponzor, ki je lani dal denar, ni odrekel, ampak je rekel, stojimo zraven, ker ste veliko delo napravili. Tu so manjši zneski, ampak kapo dol od vseh število sponzorjev, tudi en ni bil, ki bi špekuriral samo na tisti čas, ko pride Putin. To je bilo neverjetno. Ruski mir bo Romanov povedal, tu moram reči, da tudi Kranjska Gora je izkazala, letos bo, veste, za Gorence je to zelo važno, ne, koncert bo brezplačen. Ja. To brezplačnost tega koncerta je bilo zagotovljeno tako, da ima Ruski mir eno pogodbo z Omanco Ismailovo, ki nastopa. Ruski mir bo poslal, bo povedal 2 zopet umetnika in Kranjska Gora je pa dala dvorano in organizacijo zastojno tudi in to bo v soboto zvečer tradicionalno. Zanimivo je simbolično tudi, kot ta cesta povezuje, jaz imam par misli napisal, ampak tisto, ko me pozna, tisto je tako resno, bodo imeli not nekaj bodo uporabili, nekaj jaz po svoje, kaj do tam. Tako da ta cesta dejansko je povezovalna, kot je Kapelica povezovalna. To cesto počasi gradijo, ampak vztrajno. In tudi mi počasi in vztrajno nadaljujemo vsemi spominskimi slovesnosti, ker mi moramo vedeti, da je tam skoraj 10 000 ljudi
umrlo v nemogočih razmerah. In to poslanstvo, tu bi se jaz tudi povedal, da žal gospoda Saša Naslavce ni, je iniciator, ker je v ni najboljši zdravstveni kondiciji in po tej vročini ni zdaj voditi. Mislim, da ta kapelica dejansko je postala iz simbola vojne, simbol miru in še posebno v zadnjih letih simbola našega temeljnega namena srečavati se, pogovarjati, komunicirati, izmenjavati poglede, tudi takrat, ko okoliščino niso najugodnejše. In zadnje 2-3 leta, jaz rekel, bi lahko bili tudi kakšne prigovore in smo to z ambasadorjem, smo to in z pomočjo naših politikov, ki so bili modri, predihali. To se pravi, res postaja ta cesta in ta kapelica močni povezovalen element, da bo še bolj simbolično. Tale neki forum minister za zveze in komunikacije, ne, moram reči, da je on počasi začutil potrebe slovenskega gospodarstva, kadar pride z novimi idejami in je to zelo koristno. Jaz bi rekel tako, da kot ljudska diplomacija smo opravili svojo misijo povezovanja med politiko, državami, narodi, ljudmi. Kar je za nas še posebno važno, smo tudi napravili povezavo med verskimi ustanovami. Celjski škof Lipovšček je bil prvič v zgodovini Slovenske katoliške cerkve na uradnem obisku v Moskvi. Sedaj prihaja metropolit iz Sibirije, to se pravi, glas o kapelici bo šel tudi v Sibirijo, iz Surguta in Antimontiska. In čez 2 meseca septembra pa prihaja, vrača obisk gospodu škofu še Ruska pravoslavna cerkev. Imamo tudi prvorazredni zbor, tako da jaz bi rekel, naš princip prava prijateljstva se sklepajo počasi, ampak dolgo trajajo. Drži, posebej še vam mediji hvala. V lanskem letu ste pa opravili ogromno nalogo, bili ste takoj za državno varnostjo. Je res, tudi njim se ob tej priložnosti zahvaljujem in ruski in naši, da so v tem nemirnem svetu, polnem nevarnosti, to tako speljali. Hvala vam za pozornost. Kot je pa gospod Gržina prej povedal, da ta cesta res stalno povezuje in se nekaj dogaja na njej, tudi letos se cesta modernizira, del višje od kapelice, vendar je to pomembno zato, še enkrat poudarjamo, ne s svojimi avtomobili rinc gor da gor, ker ni prostora za parkiranje, dejansko nikjer. V Kranjski Gori pred hotelom Kompas bojo na razpolago avtobusi in bojo vozili stalno gor. Morda še nekaj informacij glede prevozov, namreč organiziran je prevoz tako iz Novega mesta, iz Maribora, iz Ljubljane, iz Nove Gorice in pa peljali bodo tudi brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na spominsko slovesnost. Letos bo dostop možen tudi in s kolesom in peš, tako kot v preteklih letih, ko ni bilo vsega protokola, tako da vsak prospečno. Morda še posebej zanimivi, kar še nismo omenili, je koncert pevskega zbora Patriarške katedrale Gospodovega razglašenja, ki bo v petek v frančiškanski cerkvi po večerni maši, malo pred 8 se bo začel in potem bodo imeli še krajši nastop na Prešernovem trgu, tako tudi v Ljubljani boste lahko prisluhnili. Nato pa bodo imeli koncert tudi še pod Lipo v soboto v Kranjski Gori. Gospod Romanov bo morda še povedal o koncertu v Vitrancu, nato pa sledi spominska slovesnost pri Ruski kapelici. V tem letu, poleg pevskega zbora, bo program sooblikovala še vokalna skupina Galina, tako da imamo tako slovenske umetnike kot tudi ruske. Pred samo slovesnostjo bodo nastopili tudi kranjskogorski pevci.
Na to pa kot vsako leto, po koncu slovesnosti, sledi eno prijetno družabno druženje s kulturom, z pestrim kulturnim programom, tudi nekaj nagovori in pa naši krasni sponzorji so tudi še poskrbeli, da nišče ne bo ostal lačen. V okviru našega skupnega dela mi organiziramo tudi te koncerte, ki so bile v Ljubljani in Kranjski Gori, tudi nastop leto 2015 državnega ansambla Rus iz mesta Vladimira in letos tudi mi organiziramo koncert slovenske akademskega ansambla Rusija, gospe Natalije Fililove in tudi nastop znane Slovenije in tudi v Rusije zelo popularne mance iz Mali. Letos vodi delegacijo fundacije Ruski mir in izvršne direktor gospod Vladimir Kočin in v delegaciji tudi predstavniki fundacije, vedno